Življenje v Šmarju pri Jelšah se počasi vrača v stare tirnice. A banka bo v Vojniku konec meseca zaprla svojo poslovalnico. Inga Olokina je nastopila na balkonu celjske Stare grofije. V prvi moški rokometni ligi prihodnji 2 sezoni namesto 12-14 moštev. Dober dan, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Občina Šmarje pri Jelšah je bila ena izmed prvih, kjer so se omenjale okužbe z novim koronavirusom. S hitrimi ukrepi in jasnimi navodili ter seveda z upoštevanjem vsega tega, kako omejiti število širjenja okužb, je tamkajšnji župan Matija Čakš začel takoj. Hitre reakcije in upoštevanje navodil so danes pripeljale do tega, da je stanje v občini umirjeno, ne beležijo pa tudi povečanega števila okužb. Tako je tudi v tamkajšnjem domu starejših. Bom rekel, da pri nam prav tako jemljamo to situacijo kot nek del nas, del vsak dana. Življenje se je vrnilo v naš kraj, avtomobili so se vrnili na ceste, ljudje na ulice in mislim, da je življenje zaživelo ponovno v našem kraju. Res je, da še vsi upoštevajo te varnostne ukrepe, kot so zaščitne maske, razkožila, drugače pa mislim, da je se stanje popolnoma normalizirano. Dom starejših, bom rekel, da je stanje popolnoma normalno, tako kot je bilo pred okužbo. Sama okužba je praktično šla čez celotni dom in da se samo stanje oziroma okužba umirja. Jaz mislim, da so se pri nam, glede na to, da se je vse to pri nam nekako začelo v naši ljubi Sloveniji, da so ljudje to zelo dobro sprejeli. Res, nimamo nobenih problemov, nobenih pritoževanj, noben ne komentira, zakaj je to potrebno, zakaj to ni potrebno. Ljudje so se res pohvalno držali vseh ukrepov. Moram reči, da lahko bi rekel, da smo bili neka zgledna občina, zgledni občani, zgleden kraj glede ukrepov. Vse veste, pri nam imamo 3. ali 4. največjo osnovno šolo v Sloveniji, okužba je prišla v šolo, potem je prišla v eden največjih upokojenskih domov v Sloveniji, ampak smo nekako to uspeli zajeziti z temi ukrepi, z razkuževanjem, z izolacijo, z vsem tem. Smo mi to uspeli zajeziti. Morate vedeti, da tudi ostali kraji so bili prav tako okuženi, kot je bilo Šmarje pri Jelšah, vendar v Šmarje pri Jelšah, ker se je pač prvo zgodilo, je bilo največ testiranih ljudi in zato je bila številka tako drastična, drugače pa sem jaz skoraj 100%, da v drugih krajih ni bilo nič drugače. V Vojniku pa bodo konec meseca zaprli poslovalnico A-banke, ki je v tem kraju delovala več desetletij. Odločitvi vodstva banke sicer nasprotujejo občani, z javnim pismom pa je nestrinjanje z zaprtjem poslovalnice izrazil tudi vojniški župan Branko Petre. Predstavnike banke je pozval, naj svojo odločitev predstavijo tudi na naslednji seji vojniškega občinskega sveta. V tej poslovalnici A-banke, ki je pred združitvijo nosila ime Banke Celje, bodo, kot kaže, lahko občani Vojnika bančne storitve opravljali le še do konca meseca. Župan Branko Petre je zaradi predvidenega zaprtja poslovalnice, ki so jo uporabljali številni Vojničani, banki napisal odprto pismo. Jaz moram reči, da sem povedal samo moje čisto resnično in iskreno mnenje. Jaz smatram, da je to pravzaprav res nepotrebna odločitev, ki sicer bo banki seveda pripomogla k izboljšanju poslovanja, našim občanom pa seveda povzročila veliko težav, veliko dodatnih stroškov, marsikomu pa tudi onemogočila obisk bančne poslovalnice. Jaz seveda pozivam in nekako naslavljam apel na vodstvo banke, da premisli o tej odločitvi in jo spremeni, predvsem v tem delu, ker banka je kvalitetna banka in tudi ta poslovalnica v Vojniku je poslovala dobro in zadovoljstvo ljudi, tako z storitvami kot z prijaznostjo osebja je absolutno prisotno in nikakor nikoli ni bilo izpostavljeno, da bi bilo tukaj slabega. Iz A-banke so sporočili, da je poslovalnica v Vojniku med manjšimi in že danes odstopa od minimalnih standardov, ki jih želijo v banki ponuditi svojim komitentom. Dodajajo, da imajo Vojničani na razpolago sodobni poslovalnici banke v 2 celjskih nakupovalnih središčih. Mobilnost
vseh ni takšna, da bi lahko z vehementno trditvijo, da je Celje čist blizu Vojnika in da so tam pogoji za klijente bistveno boljši kot v Vojniku, da bi to lahko upravičili. Za tistega, ki je pač normalno mobilen, za tistega, ki obvlada elektronske poti poslovanja, niti ne predstavlja to nekega posebnega problema. Za naše upokojence, za naše stanovalce v domu starejših, za naša društva, za naše invalide, pa so to včasih nepremostljive ovire in v tem imenu teh ljudi pravzaprav naslavljam ta apel. Župan je predstavnike banke pozval, naj svojo odločitev predstavijo tudi na seji občinskega sveta. Jaz bi želel še enkrat opomniti, da pravzaprav zdajšnja A-banka in poslovalnica je naslednica banke Celje, da pravzaprav smo nekaj časa nazaj kar nekaj denarja namenili za to, da smo banke posanirali. Mi je poznana prodaja banke in vsega tega, ampak če je res to, kar pravijo v pismu, da je zadovoljstvo in skrb za komitente banke vedno prva, potem je to najmanj, kar je osnova za še enkrat premislek. Zavedam se pa, da seveda lastniki imajo svojo odločitev v rokah. Občina je na banko že pred časom naslovila tudi prošnjo za postavitev bankomata v Novi Cerkvi. Vzrok je isti kot vzrok, zakaj nasprotujem zaprtju poslovalnice v Vojniku. Seveda nekako po možnostih približati usluge banke krajanom. Nova Cerkev je kraj, ki je pred časom doživel, bi rekel, tudi hendikep z zaprtjem pošte. Poštna poslovalnica, ki je tam dolga leta poslovala, je seveda omogočalo tudi del bančnih storitev. Sedaj pravzaprav nekako 2500 ljudi nima neke točke, ker bi lahko to ustrezno reševala. Tudi tam je marsikomu problem priti do točke Vojnika, recimo, kamoli do Celja. Tako da to prošnjo še vedno naslavljamo, pa pričakujemo tudi nek odgovor v nekem doglednem času. Je pa res, da je to zdaj v zadnjih, mislim, da 2 letih že druga prošnja. V Vojniku ima sicer svojo poslovalnico še Deželna banka Slovenije, ki bo, kot kaže, ostala edina banka v Vojniku. Konec tedna pa so v Celju pripravili prvo javno kulturno prireditev v času epidemije. Na balkonu Stare grofije, ki sodi v sklop Pokrajinskega muzeja Celje, je nastopila violinistka Inga Ulokina. Njen nastop so gledalci lahko spremljali iz Savinjskega nabrežja. Koncert z muzejskega balkona sta pripravili violinistka magistrica Inga Ulokina ter pevka Ajda Stina Turek. Z lahkotnimi melodijami, primernimi za krajši, lahko bi rekli tudi promenadni koncert, ki so ga poslušalci spremljali z varne razdalje na Savinjskem nabrežju, sta nas obe glasbenici popeljali v svet klasične glasbe do džezovskih melodij in tanga. Tako ni manjkal madžarski čardaš, pa Štravsov valček ob lepi modri Donavi, ki ga je violinistka to pot namenila žuborenju bližnje Savinje, pa glasba nesmrtne Edith Piaf in v majskem sončnem dopoldnevu primerne Ne čakaj na maj in še. Lahko bi rekli, da je v krajšem enournem koncertu z balkona Stare grofije po skoraj 2-mesečni tišini kulturnih prireditev v živo bil to pravi balzam. Vsaj tako ga je doživelo kar lepo število poslušalcev, ki so se ob svojem dopoldanskem sprehodu ob Savinji zbrali na Savinjskem nabrežju in spremljali koncert ob medsebojni varni razdalji, seveda. Mislim, da je to zelo dobrodošlo, da se vsaj malo začnejo odpirati kulturne prireditve in tudi zadovoljiti publiko, ne glih tisto preko mobitelov, tablic, računalnikov, ampak v živo doživeti kulturni utrip. Tale koncert se preleže zdaj po 2-mesečnem zatišju, tako da je res prava popestritev, pa vidimo, da je še z vremenom vse urejeno, tako da je res popestritev. Koncert z balkona je nastal na pobudo znane Celjanke, profesorice violine in komorne glasbe na glasbeni šoli Rogaška Slatina, magistrice Inge Ulokine, sicer po rodu iz Sankt Petersburga,
ki se ji je pridružila pevka Ajda Stinek Turek. Ideja pa je takoj padla na plodna tla v Celjskem pokrajinskem muzeju. Ideja je dala Inga Ulokina, to je vrhunska violinistka, drugače profesorica violine na glasbeni šoli v Rogaški Slatini, ki je z našim muzejem že kar nekajkrat sodelovala skupaj pri različnih dogodkih, predvsem pri otvoritvah. Inga je dala pobudo, da bi se pač na tem našem muzejskem balkonu, ki ga do zdaj praktično nismo v zadnjih 10-15 let nikoli uporabljali, da bi odigrala sprehajalcem v Savinji in na nek način malo poživila to kulturno življenje, ki je v Celju, ki, kot ste rekli, je praktično popolnoma zamrl. Mi v muzeju smo seveda sprejeli to pobudo, se dogovorili, da smo pripravili ta dogodek. Seveda, glede na to, da se je muzej odprl, danes je tudi dan Evrope, se nam je zdel izjemno primeren trenutek, da pač na nek način popestrimo, opozorimo tudi na naš muzej, opozorimo na kulturo, ki je bila vse v tem času te korona krize mogoče malce pomaknjena na stranski tir. Ta ideja pravzaprav je prišla od ene gospe, ki je sprehajala se tukaj in rekla, poglejte, na temle balkonu bi pa mogel en zaigrati. In jaz sem to slišala in sem rekla, ja pa mogoče pa dejmo, ne. Pa je bil gospod Stane tukaj za to, mi smo se pogovorili in odločili nekako to idejo speljati v realnost. V bistvu mi dve z Ingo smo se spoznali zdaj med to karanteno, no. In to na internetu, vsaka od naju je skozi objavljala glasbo, pesmi in v bistvu so tako ena do druge prišle in ona je mene kontaktirala in jaz sem njo nazaj in potem sva rekla in zdaj pa v bistvu je rekla, da tukaj nastopa in sem videla, da nastopa in sem rekla, bom pa prišla pogledat. In v bistvu je bila pa ona potem, pa noš pa sam pogledat, prišla, prid bo, kaj skupaj naredile, pa bo še zapela, no in evo me in zdaj sem danes tudi zapela še nekaj. Po skorajda dvomesečni karanteni smo tako v Celju doživeli prvo javno kulturno prireditev v živo. Več o dogodku pa v naših minutah za kulturo na televiziji Celje. Združenje rokometne lige NLB je na izredni seji odločilo, da bo v prihodnjih 2 sezonah v prvi ligi nastopalo 14 moštev. Takšno odločitev so sprejeli z dvotretjinsko večino. Poleg 12 klubov, ki so v najvišjem rangu slovenskega rokometa igrali v letošnji sezoni, bosta v prvi ligi prihodnji 2 sezoni igrali še moštvi Slovana in Ljubljane, ki sta osvojili prvi 2 mesti v drugoligaškem tekmovanju. Med 14 klubi bosta še naprej 2 predstavnika z Celjskega, rokometni klub Celje Pivovarna Laško in rokometni klub Gorenje Velenje. Predstavniki klubov so se na seji združenja še dogovorili, da bodo najkasneje pred koncem sezone 2020-2021 pripravili strategijo tekmovalnega sistema moških ligaških tekmovanj ter uskladili časovnico implementacije. Jutri bo v zahodni ter delu osrednje in južne Slovenije pretežno oblačno, v zahodni Sloveniji pa bodo krajevne padavine, v vzhodni Sloveniji bo delno jasno, ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 16 do 21, ob morju in v vzhodni Sloveniji do 23 stopinj Celzija. V četrtek bo zjutraj pretežno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno. Nastale bodo posamezne plohe in nevihte. V petek bo delno jasno, predvsem v zahodni polovici Slovenije pa spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami. Oba dneva bo pihal jugozahodni veter. Toliko o vremenu in seveda o vseh novicah, ki smo vam jih za danes pripravili. Bodite z nami tudi jutri, preživite prijeten večer. Nasvidenje.